Lepo pozdravljeni in toplo dobrodošli na današnje druženje. Hvala, da ste se nam pridružili na posebni predstavitvi prihajajoče poletne delavnice Prebudi ustvarjalca v visokem, raziskovanje inspiracije in duhovnih čutil v Bosanski dolini piramid. Gre za transformacijsko potovanje, raziskovanje, ustvarjalnost in duhovno prebujanje v skrivnostnem energijskem polju Bosanske doline piramid v obdobju od 7. do 14. julija. Ponosni smo, da to delavnico letos prvič soorganiziramo v sodelovanju s Fundacijo Arheološki park Bosanska piramida Sonca in ekipo dr. Semirja Osmanagića. Moje ime je Mirela in z veseljem vas bom danes vodila skozi ta pogovor. Delavnico bomo začeli s predstavitvijo organizatorjev, torej vsak bo skozi svojo osebno zgodbo delil, kako je povezan z Bosansko dolino piramid in kakšno vlogo bo imel pri soustvarjanju delavnice. Toni, mogoče za začetek bi tebe povabila, da odpreš ta predstavitveni krog in deliš svojo izkušnjo iz visokega. Izvoli. Hvala, Mirela, lepo pozdravljeni vsi. Moje ime je Toni, sem eden izmed soorganizatorjev. Ja, Bosanske piramide za njih sem v bistvu izvedel že pred leti in tudi velikokrat sem jih že obiskal. In zame je to res en poseben kraj, ker je povsod po zemlji imamo te kraje, kjer se zemeljska energija nekako sreča sama s seboj, če lahko temu tako rečem, no. In tako recimo jaz doživljam visoko, kot eno presečišče, kot en popek sveta. In veliko lepih izkušenj recimo imam v tunelih. To je rešeno, se mi zdi, posebno poglavje. Površina je eno, podzemlje pa pol še drugo, ampak to ni tako podzemlje, no, v klasičnem smislu. Drugače pa sama ideja za to našo krasno delavnico in za to naše druženje v juliju je pa dejansko prišlo, ko smo mi trije bili skupaj to je mislim, da zdaj že 2 leti, več kot 2 leti nazaj. In sem tudi jaz takrat imel eno tako zelo osebno izkušnjo s petjem in ravno pevska delavnica, odpiranje naravnega glasu in njegova uporaba, to je moj del. In se spomnim, da smo bili notri v tunelih, smo meditirali, ena taka zelo mala skupinica nas je bilo. In sem začel v tistem trenutku en zvok ustvarjati in prepevati. In meni se je zdelo, kot da se je celoten prostor odprl samo za nas. In je bilo res tako zelo magično vse skupaj. Mogoče bodo tudi lahko svoje delile to, ampak ko smo prišli ven iz piramid, nas je pričakal zmaj na nebu, smo v bistvu vsi tri imeli neko idejo, ta prostor želi, da ga odpremo drugim ljudem, no. Tako da eto, to je. In vedno se mi je zdelo, ko sem prihajal in vedno, ko prihajam visoko, se mi zdi, da prihajam domov. In je to čisto neodvisno, recimo od, ker je to Balkan, ker je to mogoče del sveta, ki ga v Sloveniji poznamo. Ne gre za to, no. Tisti dom, občutek doma, večnosti, to, eto. Tako da ta moj del samega našega druženja bo v bistvu vokalni, raziskovali bomo svoj glas. Ko raziskujemo svoj glas, v bistvu raziskujemo svojo vibracijo in se ji odpiramo. Z krasnimi vajami, meditativnimi tehnikami se bomo skozi cel teden skupaj družili. Te tehnike, te vaje pomagajo človeku, da postane veliko bolj senzibilen, da začne postajati dejansko bitje svetlobe. In glas vsakega posameznika igra tukaj zelo izjemno vlogo. Sam zvok kot tak, jaz sem tudi zvočni terapevt in sam zvok, sama vibracija zvoka deluje terapevtsko, deluje zdravilno na človeka. Zdaj, če si predstavljate, recimo, veliko ljudi ima izkušenj s kako himalajsko pojočo posodo ali pa gongom. Če si lahko predstavljate, da boste postali svoj gong, sam svoj. Recimo, to je ta moj del. In
soustvarjanje s tem prostorom jaz komaj čakam, no. Jaz vedno, ko dol grem, pojem, vedno se nekako poskušam prostoru, v kateremkoli prostoru sem, se poskušam na ta način odpreti. Tako da dejansko bom delil z vami dol tisto, kar živim, kar delam vsak dan in zakaj je moj del mogoče najbolj pomemben, tako v navednicah. Vaje, ki jih boste dol osvojili, izkušnje, ki jih boste dol dobili, boste s sabo nesli lahko kamorkoli na svetu boste šli. In te vaje so vaje, v bistvu, ki so kot ene semena, ki jih mi posadimo v sebi, in bolj kot jih zalivamo z tem, da damo fokus njim tem vajam, bolj bojo zacvetele, večji potencial bomo v sebi lahko odprli. Tako da za to delavnico, za moj del ne rabite nikakršnega posluha ali pa kakršnekoli glasbene nadarjenosti. Kvečjemu je to mogoče ovira. Zato, ker mi tu iščemo glas onkraj glasu. Glas, ki ne prihaja iz uma, ampak prihaja iz srca, prihaja iz duše. Tako. In ja, res se zelo veselim, no, da se bomo lahko podružili v teh prostorih. Ja, se v bistvu zdaj ti nazaj predajam besedo, no. Hvala v bistvu za besedo. Če pa še kako vprašanje iz vajine strani, pa me kar vprašajte. Eto. No, jaz se zelo veselim, da ne bo to pevsko tekmovanje, ne? Ja, ne. Ampak da bo iskanje Ravno to. lastne vibracije. Tako, preko glasu iščemo svojo vibracijo, ker naše telo je v bistvu najbolj gosta energija, ki jo naša duša, naš spirit, naš duh nekako ima. In vsa bolj fina eterična telesa so nanizana na to naše fizično telo. In mi, ko vibriramo v svojem fizičnem telesu, v bistvu vibriramo čisto vse, kar smo. In na ta način se tudi energijsko samozdravimo, vzpostavljamo povezavo med zemljo, med nebom. Tako, no. In še posebno recimo tu dol na piramidah je krasno razložijo delovanje Schumannove rezonance, ki je v tem prostoru izjemno visoka. In ravno recimo s svojim lastnim glasom, ko mi vibriramo, so prav tudi raziskave narejene, ko mi vibriramo v tem glasu, mi oddajamo Schumannovo rezonanco. Se pravi, sam naravni glas, zgolj samo ta vibracija človeka zdravi, oziroma ga spravlja na vibracijo planeta. In to je tisto, kar je važno. Tako. In potem s to našo lastno vibracijo v bistvu zdravimo tudi planet na nek način, a ne? Tako je, ker ta glas, ki ga človek, ki ga recimo uporabljamo v vsakdanjem življenju, je zelo velikokrat obremenjen z mislimi, s čustvi, z mnenji drugih ljudi. Zelo veliko ljudi ima recimo knedlo v grlu, recimo dobi, ko mora spregovoriti na In take stvari se v bistvu v tej rezonanci svojega lastnega glasu se take stvari kar raztopijo, kar izginejo. In človek dejansko petje, delo z glasom je orodje transformacije. In preko glasu mi svojo lastno energijo transformiramo, zgolj da samo usmerjamo svoj dih, da opazujemo to vibracijo in da s pomočjo recimo vaj ali samoglasnikov, različnih zlogov, manter tudi, da to energijo, ki jo v bistvu proizvajamo v telesu, v grlu, na nek način prenašamo povsod po telesu. Tako polnimo svoje čakre, jih uravnovešamo z avro, bomo tudi delali, tako da se res veselim, no, da delim v bistvu z vami tisto, kar je meni v največje veselje. Se veselimo iskanja avtentične vibracije skozi zvok in skozi glas. Hvala, Toni. Zdaj pa Zoro, tebe vabim. Zora je naš medij, ki nas bo podprl z kanaliziranimi sporočili in se veselimo zdaj tvoje predstavitve. Izvoli, Zoro. Ni mi veliko ostalo. Toni je pokril en res širok spekter in se strinjam z njim, da ima nekako najmočnejši del, ker vsi vemo, kaj dela vibracija, oziroma se učimo tega, da je to ena od osnov vseh stebrov v bistvu neke duhovnosti in raziskovanje
duše ali povezave ali kakorkoli se želimo izraziti. Um, ja, skupaj smo potovali, skupaj smo začutili vse, kar se tam dogaja in bili zelo obdarovani. Znotraj tega, so se zgodile take aktivacije osebno kot v skupini in enostavno je prišlo do tega po parih letih, da to podelimo z drugimi. Tega se res vsi zelo veselimo in je čudovito slišati, kako komaj čakamo, ker vemo, da to ni nekaj, kar boste v štartu samo od nas prejeli, ampak bomo podprti z izjemno zdravilnim okoljem brez šuma. Toni se je dotaknil dosti tega, kaj to pomeni, ker v tunelih je en balzam za naše fizično telo, kar nam potem omogoča res vse te povezave in večje delo in stik s tistim, kar je najbolj pomembno, z dušnim poljem in z dojemanjem svojega višjega jaza. Tu vas bomo podprli na vseh nivojih, kolikor se le da. Moja naloga bo v bistvu držanje prostora, ko bomo, delali, skozi vaje s Tonijem, bom jaz podprla z določenimi meditacijami in kanaliziranimi informacijami za vsakega posameznika, kot tudi za skupino. Tako da bo delavnica res v sozvočju z vsakim posameznikom in skupino. Pomeni, osebe, ki se bodo pridružile temu popotovanju, bodo diktirale tempo in bodo diktirale vse, kar bomo z njimi počeli, ne. Vse se bo prilagajalo iz dneva v dan osebam, ki bodo prisotne. To je še ena taka, čudovita, dodatna vrednost, ker ni program samo postavljen v osnovo in se bo izvršil, ampak bo res osebni stik, za katerega mi dejansko vemo in sploh ne dvomimo, da bo močno preobražujoč. Res močno. Vse, kar se tam dogaja, podpira to na vseh nivojih in mi vas bomo samo v to malo še rahlo potisnili in znotraj tega čuvali, ustvarili ta energijski prostor, vas v bistvu na neki način ščitili z informacijami in vodenji, lepimi vajami, tako da se zelo, zelo veselimo. Kot sem rekla, moj skromni del bo prinašanje informacij, sploh če so kakšne blokade kje, včasih se zatakne, sami vemo, ko smo izloženi, nekim višjim vibracijam, lahko pride ven strah ali ovire, zavore, drhtenje, veliko, veliko različnih pojavov, ki jih mogoče sami ne znamo si razložiti ali ne znamo iti preko njih. Skozi določene informacije, ki bodo osebno kanalizirane za vsako osebo, ki se bo s čim takim soočala, bo lažje iti preko tega in bomo delali skupaj na tem, da se podpre, da se vibracija srca širi in da dobimo največ, kar lahko iz tega popotovanja. Vsi trije, bomo tu z vami res, res srčno prisotni, ker se tega veselimo tako iz osebnega razloga. Res, še enkrat, ker vemo, da bojo ljudje prejeli nekaj ogromnega. Tudi še sami ne vemo, koliko in kaj, ampak vemo, da je nemogoče, da nismo podprti v tem. Tuneli so zdravilni, brez šuma, podpirajo fizično telo tako močno, da moj prvi obisk v tunele je bil res izjemno, izjemno fizično podprt. Poravnala se mi je prebava, veliko, veliko procesov se je spremenilo in še pol skozi leto, to je trajalo, mislim, da 10 mesecev, da sem čutila, da sem še tako zelo, zelo naštimana, ne. Prav postavi se sistem in brezskrbno deluje. In, je res, res začutiti in videti. In ta ogromen lep občutek, ki te prevzame, da si doma, tega si se tudi Toni dotaknil. In ne doma, da pač poznaš državo in da ja, saj je vse, so sosedi, pa je vse tukaj, pa je zabavno, ampak dom duše, tvoje telo prepozna to stanje, prepozna vibracijo, in se vrača k sebi. Srce se močno odpira. Globlje, ko greš v tunele, srce je bolj odprto, nič ti ni jasno, samo hodiš in dihaš,
ampak ogromno prejemaš in celice se odpirajo. Res se presvetli, kot da več fotonov pride v kri. Veliko meritev je res izdelano na tem, so delali raziskave na krvi, na vseh možnih merljivih zadevah in je to vse dokazano, kar boste tudi tam izvedeli. Lahko se tudi še podkrepite mogoče s kakšnimi predavanji doktorja Osmanagića na YouTubu, da vam ne govorimo vse posebnosti, z nami jih boste čutili. To je naš del. Naš del je, da vas pripeljemo tam in podpremo v tem čutenju in odpiranju za vas, za vaše življenje, ne? In za naprej, da greste, kakor daleč se da. Vsakemu privoščimo to, kar je jemno in treba se je vrniti k sebi. To je, mislim, da najvišji namen. Toliko od mene. Hvala, Mirela. Hvala, Zoro. Jaz bi te samo še nekaj vprašala, če lahko. Jaz vem, da marsikoga zanima, kako poteka to kanaliziranje iz polja duše. Če lahko majčkeno več o tem poveš, na kakšen način v bistvu prejemaš te informacije in na kakšen način bodo te informacije podprle posameznike, ki bodo z nami na delavnici. Ja, osebno se ponavadi izogibam nekim miselnim konstruktom in izražanjem z nekimi strogimi besedami in predalčki, ker se mi zdi, da mi nekako, ko to opredelimo, je potem veliko v polju, zakaj tako, zakaj ne drugače, in tisti pravi enako, tisti drugače, in mi to ni všeč. Ampak osebno pač mislim, da imamo vsi ta stik, seveda. Zdaj je pa odvisno, koliko namere v to damo. Tako kot vse ostalo v življenju. Človek si izbere, kaj želi podkrepiti, kaj želi doživeti. Kdo želi biti uspešen, nekdo želi družino na vsak način in se bo tam dal 100%. Nekdo si pa želi stika z dušo in da vso energijo in vsako namero dneva v to. In to nam je seveda dosegljivo. Stik z dušo je zelo enostaven, ker vedno gre skozi srce. Z zaprtim srcem pač ni mogoče komunicirati, z višjo vibracijo je polna radosti in res rada bi se izrazila tudi svetlobe, ampak to je spet nekako naš pojem, ne, ker je del te manifestacije zemlje, tako da ne bi preveč govorila. V glavnem povezujemo se s svojim srcem, v srcu se odpre vibracija, se razširi srčni prostor. Vemo, da smo elektromagnetna bitja, da se naelektrimo, odpremo, razširimo. Znotraj tega polja je omogočena povezava z višjim jazem, z dušnim prostorom, kjer je veliko informacij v bistvu. Tam se vidijo niti ljudi, ki jih ustvarjamo skozi življenje. Dejansko, da se dotaknem vibracije in magnetenja in naelektrenja, mi nekako ustvarjamo svojo pot. In zelo velika možnost je, da gremo prav po tej poti in ta nit je zelo močno vidna, ker je podkrepljena z vsem, kar delamo, recimo že zadnja 3 leta. Ampak to ne pomeni, da nimamo moči, da bi preusmerili pot. Pomeni v vsakem trenutku, ko mi spremenimo vibracijo in se namagnetimo za nekaj kontra, se lahko tista pot prekine in ustvari nova. Ampak ljudje se tega ne zavedamo in tako pridno magnetimo tisto, kar je že povedano. In potem Tisto, se kar še je znano, ne? Tisto, kar je Tako. znano. Tako. Cona udobja, ne, in cona udobja, vemo, da je strah na mejah in ščiti, so naši vojaki, ki čuvajo mejo, čez ni treba iti, ne. In je zelo težko, ker potem si ljudje želijo teh fiksnih informacij, ne, da bo to res tako in se čutijo v udobju, da bo to res tako. S tem pa pozabijo na svojo moč, da ne rabi biti tako, ker je vse v naših rokah, ne. Res smo močna in lepa bitja, ampak marsikaj nas ne naučijo in kot sem rekla, vsak izbere, s čim in razpolaga in kakšno znanje in izkušnjo si želi v tej realnosti. Tako da mi se pač igramo drugačnega učenja. Ja, tako nekako. Hvala, Zoro. Vsekakor je zelo priporočljivo, no, imeti stik s svojo dušo, ker takrat v bistvu prejemamo tiste informacije, ki nas resnično vodijo po naši poti, a ne.
Tako da ta povezava je zelo dobrodošla in včasih je težko vzpostaviti ta stik s svojo dušo, ker živimo v prehrupnem svetu. Ampak sem prepričana, da v tem okolju Bosanske doline Piramid in z našo podporo in s tvojimi sporočili, ki jih boš prejemala iz tega dušnega pola, da bomo absolutno podprti in na pravi poti, da se povežemo z našo dušo in srcem. Tako da hvala lepa za tole. Hvala. Naj še jaz povem majčkeno o sebi. Jaz bom zdaj začela. Rojena sem bila v Bosni. Zdaj ne bom celega svojega življenja povedala, ampak se mi zdi to pomembno, ker pač tudi zaradi tega je ena posebna vez. Torej, rojena sem v Bosni, v Sloveniji živim že več kot 30 let. In vsako leto se vračam domov v Sarajevo, ki je v bistvu le nekih 20 kilometrov oddaljen od Visokega, torej v srcu Bosanske doline Piramid. Dolga leta sem to območje obiskovala v bistvu bolj kot opazovalka. Spremljala sem ves čas nove arheološke ugotovitve, meritve in vse, kar je v povezavi z odkritji doktorja Semirja Osmanagića. Torej njegovo delo sem spremljala res z velikim spoštovanjem, ampak tako vedno nekako bolj iz ozadja. Vse dokler se tam leta 2023, v bistvu ni nekaj premaknilo. Namreč tisto poletje je to vse izgledalo tako kot eno naključje, ampak naključij ni. Vsekakor me je ta izkušnja pripeljala do osebnega srečanja z doktorjem Osmanagićem v parku, kjer sem preživljala čas takrat z mojo hčerko. In prvič se je zgodilo, da sem ga videla brez neke velike množice okoli sebe. In potem sem imela tak trenuten navdih, impuls, da grem do njega, da zdaj je ta priložnost. In v bistvu se mi zdi, kot da me je neka sila premaknila in me vrgla njemu v objem. Sploh, ko sem slišala, ko se je z nekom v ozadju pogovarjal in je izgovoril te magične besede. To so zame magične besede, prav ta besedna zveza, ko je omenil sodelovanje in povezovanje. To je moja mantra že 30 let dela, tako da se tukaj nisem mogla upreti. In sem ga pač vprašala, če lahko sodelujem, če se lahko tudi jaz sodelujem in povezujem z njim. In to je bilo njemu tako zelo simpatično in v bistvu se je takrat odprlo to novo čudovito poglavje v mojem življenju. In potem kmalu zatem sva naredila intervju, ker namreč vodim PR agencijo v Sloveniji in med najnim pogovorom sva v bistvu samo predlagala, da bi njegovo najnovejšo knjigo takrat, Moj pogovor z umetno inteligenco na temo Bosanskih piramid, prevedem v slovenščino in jo tudi izdam. In to je bilo najino prvo neposredno sodelovanje. Od takrat sem njegovo delo oziroma smo njegovo delo večkrat promovirali po vsej Sloveniji. Sčasoma sem tudi postala torej del širše ekipe, ki širi glas o tem izjemnem kraju, prostoru, ki ljudem resnično ponuja zdravljenje in globlji stik s sabo ter preobrazbo. In ja, dejansko ljudje, vsi, ki obiščemo Bosansko dolino Piramid, se pogosto znova in znova vračamo, ker je pač to res nekaj nepozabnega. Tako kot v Sarajevu, kdor se napije tiste vode na Baščarši iz zunaj Česme, je potem nekako zasvojen s tem mestom. Tako tudi Bosanska dolina Piramid s svojo energijo, z ljudmi, ki so tam, seveda z doktorjem Semirjem na čelu, je tako prijetna izkušnja, da se pač ne moreš temu upreti in te vedno znova v bistvu kliče, da se vrneš nazaj. Torej zame osebno je Visoko kraj, ker se lahko res v zelo kratkem času globoko napolnimo in ponovno povežemo s sabo. Smo odmaknjeni od tiste vsakdanje rutine, od hrupnega sveta, čisto drugačen ritem tam poteka in se lahko lažje umirimo, podprti smo na vse možne načine. V tunelih Ravne, ki sta jih že Zora in Toni omenjala, kjer je dejansko zabeležena najvišja koncentracija negativnih ionov, celo več kot pri slapovih Niagare, se lahko počutimo res obnovljeno, čisto in živo, ker vemo, da negativni ioni zelo pozitivno vplivajo na naše zdravje, na naše splošno počutje. Tako da tudi, če nič ne delamo, pa samo sedimo tam, v bistvu smo deležni
te zdravilne terapije, lahko rečem, no. Torej, tja sem zelo pogosto zahajala s prijatelji in z družino, z Zoro in s Tonijem, a ne. Tako da včasih pa tudi sama. In to, ko sem pa sama šla, takrat je bilo ponavadi na jesen ali pa pozimi in takrat je tudi zelo zanimiva izkušnja, ker je takrat prostor, še tišji, in so energije tudi bolj prisotne oziroma jih lažje zaznavamo. Tako da v bistvu tudi na nek način se pripravljamo tudi na to, da bomo jeseni ponovno povabili novo skupino in so prijave tudi za jesensko delavnico tudi že odprte. No, in potem decembra lani, med novo knjižno turnejo doktorja Semirja, v Sloveniji, smo dejansko začutili, da je napočil čas za nekaj novega. In takrat smo skupaj z Zoro in s Tonijem in s Semirjem, torej Zora in Toni sta bila takrat del te jedrne ekipe, te turneje, in skupaj potem s Semirjem, skozi pogovor smo res soustvarjali to idejo o tej transformativni delavnici, ki je zdravilna in v bistvu globoko, doživeta, a ne. To v bistvu vemo tudi iz lastne izkušnje. In tako se je v bistvu tudi rodila ta delavnica Prebudi ustvarjalca v visokem, ker ustvarjalec je pravzaprav nekdo, ko aktivno sodeluje v svojem življenju, ni več samo opazovalec, ampak je aktivni udeleženec v svojem življenju in zato tudi tak naziv. In tako kot, sta Zora in Toni že omenila, veliko tega nas ne naučijo skozi življenje, veliko tega tudi pozabimo. Zato tudi temu rečemo prebujanje, a ne, prebujanje ustvarjalca, prebujanje spominov na to, kdor dejansko mi smo. In tako letos prvič torej organiziramo torej to 7-dnevno delavnico in smo zelo veseli, da, ta prostor tokrat lahko odpremo tudi mednarodno, tako da imamo v bistvu ljudi iz Kanade, iz Belgije, iz raznih koncev sveta in bolj bo raznolika ta skupina, večji učinek bo, a ne, ker potem smo manj obremenjeni, z nekimi nalepkami, z identitetami in nas v bistvu že ta raznolikost, na nek način prisili, da spustimo, da odložimo te maske in da smo varni v tem, kar smo. Torej ta delavnica resnično ni namenjena samo eni državi, enem jeziku ali pa eni kulturi, ampak je namenjena vsem, a ne, ki se želijo premika v življenju za sebe in v bistvu za cel planet. Zato bo ta delavnica potekala v angleškem, bosanskem in slovenskem jeziku, vseh možnih jezikih, a ne, tako da bomo to vse dejansko prilagodili skupini. Zdaj pa, kar se tiče mojega poslanstva na tej delavnici, je, spet ustvariti prostor za ta ustvarjalni izraz, da vam pomagamo raziskati, da vam pomagam raziskati torej vašo zgodbo, ki jo boste, odkrili na delavnici skozi zvok, skozi, meditacije, skozi kanalizirana sporočila, skozi vse aktivnosti, ki jih bomo počeli, in potem to zgodbo prenesti v obliko, ene mini potopisne zgodbe, skozi pisanje ali avdioposnetek, a ne, zdaj, kar je komu ljubše, a ne. To ne pomeni, da boste mogli zdaj, ne vem, veliko časa za to odvojiti, bolj bo v bistvu, poudarek na teh, kreativnih pogovorih, razmišljanjih, ustvarjalnem načinu razmišljanja in potem enostavno beleženju teh vtisov v neko formo, a ne, ki je vama najbližja. Namreč to delo opravljam že 30 let, in podprla sem že veliko, vizionarjev in avtorjev pri tem, da so svoje sporočilo dejansko prenesli v svet, in še vedno mentoriram ustvarjalce, ki čutijo klic, da napišejo knjigo iz srca. Med to delavnico torej, vam bom kot mentorica ponudila skrbno izbrane tehnike, ki vam bodo pomagale, pri razmišljanju o svojih doživetjih in izražanju, kaj se v vas dejansko prebuja med to 7-dnevno delavnico. In ne glede na to, torej ali boste te svoje uvide, zapisovali ali jih posneli z glasom, med delavnico bomo dejansko zbrali surov material in potem bom jaz ta surov material po delavnici preoblikovala v vašo mini potopisno zgodbo, ki bo v bistvu dejansko tudi vaš trajen spomin o vašem doživetju v Bosanski dolini piramid in obenem bo to tudi opomnik na prostor, kamor se lahko vedno znova vrnemo, takrat, ko sledimo notranjemu klicu, a ne. In tudi opomnik na to, kaj lahko dosežemo, kakšne potenciale lahko v sebi odklenemo. Tako da nikoli ne nehamo dvomiti vase in da si zaupamo, da zaupamo sebi in da zaupamo tudi notranjem procesu.
Namreč iskreno verjamem tudi, da se nekaj zelo lepega zgodi, ko ta notranji svet prenesemo v besede, ker je zunanji izraz. Torej, ko dovolimo, da se ta navdih, duh in resnica prenese v neko formo, v obliko. Da to ne ostane samo znotraj nas, ampak da gre tudi navzven, da to delimo s svetom, a ne. In sploh s temi tehnikami, ki jih bo Toni predstavil v povezavi z našim glasom, mislim, da bo to res prava kombinacija za ustvarjanje in za sidranje v ta 3D sveta, ne, vsega, kar bomo tam osvojili. Zdaj pa, če na kratko povzamem 10 ključnih razlogov, zakaj je ta delavnica prav to, kar mogoče vaša duša potrebuje zdaj, ali pa če vas kliče notranji klic, a ne, boste to prepoznali. Torej, pod ena, obiskovali bomo piramide in vse druge lokalitete, ki so pač tam znamenite, a ne, torej raziskovanje arheoloških, energijskih in duhovnih vidikov Bosanske doline piramid. Deležni bomo blagodejnih vibracij, torej tako kot je Toni omenil, prepuščanje Schumannovi resonanci. Schumannova resonanca dejansko na Zemlji od zunaj ni več toliko, ni v isti obliki, a ne, torej se je spremenila, ampak v tunelih je še zmeraj Schumannova resonanca, zaradi tega, ker je ta prostor dejansko zaščiten od vseh teh kozmičnih vplivov, a ne, in tam ni Wi-Fi-ja, tam nič ne deluje od tega, tam je čista zemeljska vibracija. Torej, te meditacije v tunelih, a ne, ja, pa seveda, da ne govorim o negativnih ionih, ki sem jih že itak omenila, ki pač obljubljajo oziroma nam bodo pomagali pri tem, da se sprostimo, da se revitaliziramo in da odkrijemo tudi ta notranji mir. Torej, vsakodnevne meditacije bomo imeli zjutraj in zvečer, in to v času, ko ni drugih obiskovalcev. Mogoče se bo kakšen posameznik tam takrat našel, ampak res bomo imeli mir, da se lahko posvetimo, a ne, svojemu globokem doživetju, torej da vzpostavljamo s sabo ta stik s svojo notranjo močjo in kreatorja pravzaprav. Potem raziskovali bomo naravo, sproščali se bomo v arheološkem parku Ravne, ki ponuja že sam po sebi meditativne točke, umetniške inštalacije in predvsem mirno okolje za umirjanje. Potem duhovno raziskovanje, a ne, torej dali bomo podporo notranjem razvoju in transformaciji skozi delo z energijami, skozi zvoke, skozi glas, verjetno bo Toni tudi imel kakšne posode tibetanske ali pa boben, bomo videli, kaj vse bo lahko vzel s sabo od inštrumentov, od bogatega nabora inštrumentov, ki jih ima doma. In seveda potem ustvarjalne delavnice, torej sproščanje domišljije, a ne, ki je neomejena, aktiviranje desne možganske polovice, torej to je ta naša domišljija, in ustvarjanje mini potopisne zgodbe ali celo knjižne zasnove, a ne, tako da to bomo videli, kako se bo potem naprej razvilo. Torej, skozi zdravilno petje bomo odkrivali moč lastnega glasu in avtentične vibracije, kanalizirana dušna sporočila medija, naše zore, ki nam bo pomagala prepoznavati in razumeti sporočila duše na globlji ravni. Potem seveda jedli bomo lokalno, ekološko pridelano hrano, ker se mi zdi danes izjemno dragoceno. Razvajanje borbončic z okusno tradicionalno bosansko hrano iz lokalnih sestavin. To je izkušnja čisto posebej zase, boste tudi sami videli, če ne poznate bosansko kuhinjo, boste zelo navdušeni. Tisti pa, ki jo poznate, pa veste, o čem govorim. Mi trije to dobro vemo. Potem 10. in tudi en tak zelo dodana vrednost vsem skupaj je pa srečanje z doktorjem Semirjem Osmanagićem, torej srečanje s svetovno priznanim raziskovalcem, ki bo z nami delil svoja spoznanja o odkritju piramid, o njihovi energetski moči in drugih fenomenih Bosanske doline piramid. Potem, kar se tiče same namestitve in logistike, je tudi fenomenalno, zato ker bomo bivali v čudovitem frančiškanskem samostanu. To je prostor umetnosti, miru in globokega duhovnega navdiha. Sicer pa informacije o namestitvi, obrokih in vseh drugih logističnih zadevah najdete na naši spletni strani. Povezava je v opisu tega videa, tako da si lahko ogledate.
In potem tudi kasneje, če želite torej po delavnici podaljšati svoje bivanje v Bosni, vam z veseljem pomagamo. To pa predvsem zato, ker vemo, da ljudje prihajajo iz res zelo oddaljenih krajev sveta, a ne. Nekdo iz Kanade, ko bo prišel, bo probal izkoristiti čim več, tako da že v bistvu organiziramo tudi oziroma pomagamo pri organizaciji nadaljnjega potovanja teh ljudi, tako da tukaj smo tudi na voljo. Torej osebna priporočila, kaj si ogledati, kam iti, kako preprosto raziskovati celo regijo z navdihom. In po Bosni, tako kot je enkrat Toni rekel, je zelo preprosto potovati, je zelo zanimivo, je prava avantura. Tako da toplo vabljeni tudi potem, da si vzamete čas in raziščete tudi druge zanimive konce Bosne. In ker je to naša prva soorganizirana delavnica s fundacijo, tokrat ponujamo res posebno ceno, ki velja samo za letos. Prijave so že odprte in potekajo. Zbiramo prijave pravzaprav do 16. junija, takrat to zapremo, tako da svoje mesto si lahko rezervirate preko povezave ki je v opisu tega videa, torej na istem tem linku. In če vam je julijski termin, torej prehitro ali pa vam ne ustreza, lahko poveste oziroma nam sporočite tudi svoj interes za jesensko delavnico. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami in iskreno upamo, da se srečamo poleti v Visokem. Naj se vaše raziskovalno potovanje začne že danes s prijavo na delavnico Prebudi ustvarjalca v Visokem, raziskovanje inspiracije in duhovnih čutil v Bosanski dolini piramid. Korak, ki ga naredite zdaj, vas lahko popelje v globine vaše ustvarjalnosti in notranje modrosti. Dobrodošli.